Bliža se žetvena nedelja. Tudi Saša se s prijatelji pripravlja. Na zahvalno nedeljo pa se zahvalimo Bogu za vse, kar nam je podaril, tudi za izdelke naše, ki smo jih lahko pridelali, zato tudi z njimi okrašujem našo cerkev. V cerkev hodi že od 4. leta. Starimi starši je vsako nedeljo ob 10. obiskovala božje službe, s prababico pa jih je imela kar doma. Ko pa sem ostala sama doma z prababico, pa so se igrali, da sva v cerkvi. Jaz sem bila duhovnica, ona pa je bila obiskovalec. Nedavno je opravila obred konfirmacije in s tem postala odrasla vernica. Pri konfirmaciji pa smo morali pokazati, kaj vse smo se naučili, torej smo dobili postavljena vprašanja, na katere smo mogli odgovoriti, potem izgovorili smo tudi svojo zaobljubo. V Sloveniji je bil najpomembnejša oseba protestantizma Primož Trubar, ki je po zgledu Martina Lutra, začetnika reformacije, dosegel velike spremembe. Da božje službe potekajo v materinskem jeziku, potem lahko imamo evangeličani ženske duhovnice. Duhovniki evangeličanski se smemo poročiti, smemo si ustvariti svojo družino. Pod peresom Primoža Trubarja so nastale prve slovenske knjige, Abecednik in katekizem. V slednjem je pridiga o pravi veri. In kakšna je za Sašo prava vera? Vedno moraš si pomisliti na to, da to, kar ti storiš drugemu, moraš ti pričakovati od drugega, torej moraš biti vedno dober, da pa potem drugi dober tudi do tebe.